na frekvencah, aparatus, na frekvencah, da še enkrat. Ne, postopno. Ne. Dobro. Ne. Dober dan. Dober dan, lepo pozdravljeni. Dober dan, lepo pozdravljeni. Ne, tega ni na radiju, na uglajenem radiju. Čeprav, hočemo uglajen radio. No, nisva radio, mi smo podcast. Vem, ampak zanj smo se pogovarjali o pozdravu. Pardon. Si v redu? Si v redu? To je najslabši začetek. To je 101. epizoda. Zdaj se bo še kašljal. To ti pa zamerim. Ja. To ti pa zamerim, da ti pred začetkom snemanja zadnjič nisi rekel, Jure, to je pa 100. epizoda, ki bi jaz najmanj plesal, kar pripeljal. Ali pa eno, ki bo masažo nama naredila po koncu. Da končno porabiva ta denar. Kakorkoli. Na frekvencah, še enkrat povem. No, daj. Dober dan, lepo pozdrav. Čeprav na komercialnem radiju. Na komercialnem radiju tako pozdravljajo. Minuto si že pokuril, reč živjo, sam reč živjo. Lej, na televiziji delam, znam kurt minute. Tok pa tok moram biti dolg. Je treba napolniti. Magari z zrakom. Ej, Anže, a je še omrežje aparatus? Mreža podcastov aparatus? Ja, obstaja. Ker pred propadom njenim, pred prvim padcem, vzponin padec mreže aparatus, Gibson. Ja. Gibson je vzponin padec Rimskega imperija. Ne vem, če si bral? To je najboljša zgodovina. Stare knjige so, ki jih je ne 9. Vzponin padec Rimskega imajo najlepši, kako je spine po slovensko? Pri knjigi. Pri knjigi, ja. Veš, kaj mislim? Hrbtenica. Ja. Tako, ko jih imaš zložene vse v vrsti, imaš tako te grške stolpe, ki vedno bolj propadajo, crumbled vedno. The Fall of the Roman Empire. The Rise and Fall. Mislim, da je samo The Fall. The Rise and Fall je pa... Če se samo krhajo kamni, bi človek rekel, da je. Ja. Kdo pa je avtor? Veš, kdo je avtor? Gibson se piše, ja. Vzponin padec je pa The Rise and Fall of the Third Reich, je pa od tega. Ne, to je najbolj znana knjiga o Fall of Roman Empire. Fall of Roman Empire, ja. Sem najdel, bom dal v zapiske. To je bil en britanski, to je zelo lepo napisal. Sam je pa to knjiga iz 18. stoletja. So knjige iz 18. Ja, sem videl, to je staroka zemlja. Ja, to lahko kupaš. Ja, so neki paperbacki. Na Amazonu dobiš v 2 delih, 3 po 3 se kupi. Aha, okej. Takrat je pa polka si se vrnil, ne vem, a si pol še rekel spet, to bo pa spet mreža aparatus, ali samo... Pa se so ljudje vmes delali, to sem ti misliš, da... Kjer je ljudje še Zate samo opazovalnica obstaja, če prav razumem. Mislim, jaz opazovalnico delam, kaj me briga za... Vem, da imaš tam nek dvokorak, pa... Ne, pri dvokoraku nisem jaz zraven. Nisi? Ne, pa sem pa pri glavah zraven. So. Pri glavah se šlepajo, ne? Kdo pa gleda to košarko? Mislim, sej vem, da je košarka. Gledajo vsi gledamo, stari. Ker? Dončić, Jokić. Videl sem ker sem se na novičarski portal MMC projavil. Novičarski portal, kako si ti star? Vklopil sem MMC. Prižgal sem sem električni abakus. In otipkal sem. Klik. Ja. In sem videl tam neki Dončić zamašil usta vsem kritikom in temunem. Ja, ne dvomim. Ja. Dej ne, lahko ganem. Ja. Koš je dal. Več njih v eni tekmi. Več njih v eni tekmi. Kačing, ali kako je že? Ja. Kačing, bravo. To je res. Koliko je pa kje falil, to pa ne veš, ne? Pogledam. Dej pogled, koliko jih je falil, pa nared primerjavo med tistim, ki jih je zadev. Sprav, Mavericks, OKC stats, bom dal, pa bo hiter po moje. May 11, to je bila ta zadnja tekma najbrž, ne, kjer je bila? Ne, zdaj je 15, 16. Ja, ne, moče je bila, še ena je bila vmesa, ne. May 16, box score, evo, ESPN, gledam, je Luka Dončić. Falil. Se pravi, za 2 točki, to veš zdaj, kje so 2 točki, pa to, ali to mora iti še enkrat čez. Se pravi, znotraj trojke, kam mečeš, da ni prostica, za 2 točki je metu Luka Dončić 12-22, se pravi, nad 50%. 12 je falil. Ne, 12 je zadev od 22, se pravi 10 je falil. Aha. Prosim, jaz kot menedžer zame to ni rezultat.
Škaj mene je strah, da bo eden to poslal njemu, pa da bo on se ne bo pogledal, ker ima preveč ljudi, ampak vse neka promil šanse je, da bo poslal, veš, da Godler pravi, da ti ful fališ. In sem rekel, da že Tomič spoštuje Luka Dončića. Jaz ga tudi zelo spoštujem. Ampak jaz imam problem s košarkaši in general. Ja, ker toliko falijo, pa toliko denarja. Preveč so plačani za to, kako zadenejo. Okay. Za 3 je vrgel 11krat in jih je 5 zadev, to je super. Sprav 6 jih je falil, 5 jih je zadev. Aha, to je super. To je top. V kateri statistiki gledano? Kaj to pomeni? Po kateri matematiki gledano? No, a ti povem do konca, ali ne? Povej. Pol je imel pa proste mete, to je ta za eno točko, ki si meren, je pa 3 vrgel, pa 2 zadev. Evo. Pa je imel pa še 10 skokov, 11 asistent, zato je imel trojni dvojček, to veliko pomeni, da imaš 3 statistične... Trojni dvojček? Anže, to je pa ponavadi... Je to že za dopo barvo? Ponavadi jaz imam prek dopo barvo. Ampak če si se pa ti danes odločil, da bi mene nadgradil... Ne takšen trojni dvojček. Karkoli to pomeni. Dvojni trojček, okej. To pa se pravi 10 skokov, 11 asistenc, eno blokado. Kaj pomeni asistenca, da je nekomu podal? Da je nekomu podal in on mora pol koš dati. Se pravi, jaz te podam, ti moraš koš zadeti, da se meni šteje asistenca. To je definicija asistence. Tako, ja. Okay. To in pol imaš pa še eno blokado, 3 izgubljene žoge. Pa 3 izgubljene žoge in to je to. Aha, se pravi, žoga mu je padla. Zelo. V redu. Ja. Kečing. Točno. Hočem sem še nekaj reči, da se bo lažje razumelo, da me ne bo kdo izven konteksta razumel. Ja. Košarka in met na koš košarkarjev je zame kot pri golfu patanje iz bližnje razdalje. Ja, sam ni prosti met je tak, ki si meren, med igro ni glih podoben. Ni podoben fizično, je pa ideološko podoben. Ja, ok, to razumem. Ja. Ne moreš, golfist ne fali pata na relativno bližnje razdalje, kot to je res, do pol metra. Samo da pri golfu ti eden ne skače v glavo, ko igraš, ne? Vem, to so pa neotesanci, se vidi, tako so oblečeni v teh kratkih hlačah. Tega menec, kaj se ve? Kaj pa imaš na sebi? Ja, kaj imam na sebi? Lahko že spet povem. Od Spaldinga, od Bokija, od reprezentance hlačke, te, ki jih ne nosim nikoli v javnosti. Bokijeve hlače imaš na sebi. Ja. Ker mi jih je dal, te so za trening od reprezentance in ker jaz, to sem že večkrat povedal, tudi približen nisem bil blizu reprezentance, jih ne nosim v javnosti, ker to si je treba zaslužiti, ampak sem bil pa zelo vesel. A si jih oprav? Kaj? Si jih oprav? Večkrat. Ne, ker eni imajo to za trofeje. Ok, nekaj. Redo. Trojni dvojček. Ok. Trojni dvojček je nekaj, kar se zgodi 3 dni sosledno. V glavnem, ali lahko pozdravim ljudi? Ali lahko pozdravim ljudi? No, da je pozdrav. Dobrodošli vsi plačniki, Dopo barbe in podporniki, ostale raje ne bom pozdravljal, ker je fajn je, da se znaš identificirati. Jaz sem raja, jaz moram plačati, ne pa da neki zaston hočeš. Okay, lahko zdaj povem, kje lahko ljudje podprejo opazovalnico. Takoj, ja. Aparatus.si pošiljnica podpri, postanite satelit. Hvala vsem, ki ste to že storili in hvala tistim, ki boste. Res veliko pomeni. Pač no joke, jaz to vem, da zdaj bo on žalil ljudi. Ne bom žalil ljudi. Jaz sam, na živci merijo ljudje, ki nekaj hočejo zaston. Veš, zavedaj se svojega mesta, know your place, know your prime. Okay, razumem. Tako kot, ne vem, sužni, so se tudi zavedali. Škaj imamo v planu, da bom na Discordu, to že 100 let govorim, pa mi ne rata, da bom tako povezal Discord, da se bo videl, kdo plačuje. Razumeš? Na Discordu? Ja, da bo nekaj konca pa ljudeh in bo pisal satelit, recimo. Končno, a se to da narediti? Ja, res se da to narediti. No, bom se lotil tega. Ne obljubljam kdaj, ampak se bom lotil tega. Poklikajte, plačajte in... Vas bo Jurej resno jemal v Discordu. Ja, ker... Če smo ste brez te ikone, nič, silence. Tudi emojija ne boš stisnil. Ne, tudi emojija. Čeprav Discord ima ene zelo zanimive te animirane. Ja. Ker ta Discord je kar neki. Naš Discord je kul. Ne, aplikacija sama in metode njene, kanalov. Metode. To je za otroke. Ja. Ne za ljudi, ki električni abakus prižigajo in grejo na novičarski portal MMC. Ki se prijavijo na MMC. Na ne, jaz nisem prijavljen, sem kliknem čas. Ne komentiraš na MMC-ju pod kakšnim pseudonimom. Ne, to pa nimam caj. A ti bi me imel... Tač, on nima pojma.
Dobro, to sem enkrat napisal, ampak to je bilo čisti slučaj. Okay. V glavnem. Ja. Aloh jaz mala 2 oceni novi celo. 2 oceni? 3, ene ne bom, ki je preveč stara šala. Človek je to napisal točno, spremeni oceno, pa preberemo. Ena je zelo dolga, pa mi je všeč, pa bi jo enkrat drugič ponudil. No? Ena je pa zelo kratka, bi jo pa danes prebral, če dovoliš. Ampak tista dolga se je res človek potrudil. A ne bi? A bi vse. Ne vem, ti bom vse. Ti si producent. Bomo vse, ajde. Tonski mojster. Sicer začne se, nažalost, kot že spet z lažjo. Ne? Spet se z lažjo začne, ker je username SPJ-ovka. Ja. No, ena, ki se zaveda. Delavci. Ne, nisem to, ampak... Oh, God. Veliko SPJ-ovcev v Sloveniji je, ki se jih klasificira kot kulturnike. Rajš crknem, pa da sem kulturnik. Zakaj? Ne, kot čas mi kdo reče kulturnik. Sam bejš mi. Ti si kapitalist. Absolutno. Daj pa država mi kaj dala. Vse ti je dala. Ne boš nadgledovati. Vse ti je država dala. Država? Ja. Tebi nič, ne. Ti si sam zrastel, sam med volkovi in prilezal na Saturn TV. Samostojni umetniki, bež. Iz nič do kolo sreče. To bo knjiga, to bo biografija. S skicirkami. Iz nič do kolesa sreče. Pa s čopiči. Ok, zdaj pa preber. Ok, to radimo, veš, ok. Ja. Kaj pa Mileva, vprašaj? A ti veš, kaj to pomeni? Jaz ne vem, je to nek referenc na neki... Če kdo ve v Discord, napište, ker res ne vem. Res ne veš, to je žensko ime, ki je hkrati tudi ime soproge od ne veš koga. Ne. Tako, kaj res ne vem. Kaj sem svet narobe naredil? Ne, jaz v življenju nisem spoznal človeka, ki bi se bolj ponašal z dejstvom, da je nerazgledan. Oziroma ne, ki bi sploh ponos našel v tem dejstvu. Ne ponašal, ker ne može biti ponosen. Kdo je Mileva? Žena od Einsteina je bila. Ja, ok, v redu. Okay. Ja, je to, ki se nakazuje na Einsteina? Ne vem, zdaj bom prebral, ful je dolg, bom zdaj prebral. Mileva Marič je bila žena od Alberta Einsteina. Ok, Marič, naša ženska, ali kaj? Ja, Srbkinja. A res, ali kaj? Kolikor jaz vem. To jaz prvič slišam. Nič nisem. Ne. Saj je bila čauknjena, sem sen. Kaj je bila? Čauknjena. Kaj to pomeni? Ja. Ne bom komentiral, kaj ne veš pet. Dej naprej. Zdaj si neki žalo, pa jaz nisem razumel, da žalaš. Okay. Beri. Okay. Moj zaplet z opazovalnico se vsaj meni zdi zelo zanimiv. No? We shall see. Čakaj, moj zaplet, zapletla sem se z opazovalnico. Tako, ful je velik. Čakaj. Najprej sem aparatus mrežno spoznala preko oboda. To je pa... A neham, brat. Umejo všeč, to sam ne razumem tega podcasta. Okay. Včasih, ker so prekompleksni. Potem pa še preko glav zaradi Game of Thrones, potem pa njihov vrhunec med epidemijo Tomo gleda Potterja. Je pač nekaj najboljšega, kar se je zgodilo na slovenskih podcastih. Hvala človek, ki laže, da je SPJ-ovka. Ob istem času sem pa tja v FB skupini sledila kak meme, oziroma hoče ti reči mimi, Ja. O opazovalnici na račun Godlerja, ki ga seveda nisem razumela, a me je delno tudi pižamin komentar, upam, da donirate za glave, ker če donirate za opazovalnico, je nekaj fejst narobe z vami. A to je pižama izjavil? Ja, očitno. To je bilo še navednica. Nekako odvrnil od tega, da bi vam dala priložnost. Pižama, a vidiš, da kaj delaš s svojimi izjavami? Ne, veš, koliko ljudje pižamca spoštujejo, ne? Da v bistvu, okay. Potem sem pa letošnji depresivni konec zime, predvsem zaradi osamljenosti SPJ-ovstva v home office začela poslušati epizode nazaj. Zdaj razumem ves čar, slavo in slavo in bedo tega podcasta in sem #hooked. Moje najljubše epizode so vse, kjer Godler karkoli komentira glasbo, odobravam vajno zadnjo epizodo in knjižna priporočila obeh voditeljev, popravljam in prečrtam samo Anžetova. Ja.
navzela se je tega vašega disa do mene. Ne? Ta punca se je navzela tega in ker je to popularno. Godlerju malenko zamerim njegovo obsesijo z Einsteinom, saj mislim, da ne moremo mimo njegovega totalno nizkotnega odnosa do Mileve. Kaj, to je gledala serijo Genius na National Geographic. Zato Juretu zelo priporočam, da se kot eden najvidnejših slovenskih intelektualcev smešan izobrazi še na tem področju, ali če želi obdržati omenjeni naziv. Oziroma mu predlagam branje knjige Teorija žalosti. Tukaj računam na Anžetovo podporo, imaš jo. Saj me kot eden redkih javnih podpornikov enakosti spolov še ni razočaral. Okay? Brian, biografija Einsteinova, Isaacsonova, tak je napisal. Ta je grozen človek, ta Isaacson. Zakaj? Ne vem, od Jobsa je res slabo. Ja, od Jobsa je napisal, pa od Tesla je napisal biografijo, pa tudi Einstein. Ne od Muska, ne od Tesle. Joj, prosti. Od Muska sem hotel reči, ja. Ne, to mi je čisto šlo. Pa od Einsteina. Tiste je cool. No, preber Teorija žalosti, očitno se je zelo slabo od žene odnašal. Mislim, kjer poročni par se pa ne krega, a nisem to zanč imel. Ne vem, če je bilo kreganje, če je naslov Teorija žalosti. Preber pa boš kaj povedal, poznam to ali knjigo. bi se boš obvezal, da boš prebral. Poznam to knjigo. Ja, in? To je... Jo boš prebral? Propaganda. Tega jaz ne bom bral. Godler, jaz bi samo rekel, da to je bil trenutek, ko je Godler nehal biti najbolj znan, eden najvidnejših slovenskih intelektualcev. Edini, ki mu eni rečejo, mogoče rahlo upravičeno, da je ženska, ki je Einsteinu vse teorije naredila, da je bila to njegova žena Mileva. A ja, celo tako? Ja. Okay. Ona sta bila študenta istočasno in to. A ja, ona je bila tudi fizičarka. Ona je bila matematičarka, fizičarka. Aha, okay. In to zelo dobra. In imela sta željo z Einsteinom, da bosta pa ona dva zdaj skupaj svet osvojila s temi. To je bil povzpetnik, ki je hotel napisati en znanstven članek, ki ga bo med zvezde izstrelil in tako naprej. In takrat so res ful delali na posebni teoriji relativnosti in tega. Ampak človek, ki mu je Einsteinu res Einstein res dolžen, je bil pa Grossman, Marcel, to je pa človek, ki mu je pa pomagal pri... Mileva pa nič, kaj? Mileva je pa zraven stala. Mislim, valjda sta delala tiste posebno teorijo. Veš, temu se reče izbris iz zgodovine, ne? To, kar zdaj delaš. Še enkrat te bom vprašal, ali boš prebral knjigo Teorija žalosti? Ali jo boš prebral? Zdaj je on the record. Answer the question, sir. You can't handle the truth. Ne, jo bom prelistil. Okay, no, evo, to je že velik. Dej, pustite Godlerju, da zraste, da spozna zmote svoje. Ne. Ali lahko preberem do konca? Da zaključim, sem što mislil. Marcel Grossman mu je pa Einsteinu razložil, ki je imel pa zelo dobre zapiske, ker on se tega učil. Einstein je bil matematik. Ja. On pa je bil matematik, Grossman. Ali pa žena je tudi, ne? Ne, tukaj ne, takrat je že. Se pravi, geometrijo, ki jo je rabil za splošno teorijo relativnosti, ki so tenzori. Je pa Grossman. Ja, Marcel Grossman mu je razložil to, kar je Einstein vedel. Se pravi, tenzori kot matematični objekti, ki ti povejo, ki ohranjajo koordinate pri tem, če se masa oziroma prostor spreminja, kot se spreminja pri splošni teoriji relativnosti. Tako da on je človek, ki je zaslužen. Ker je Einsteinu razložil matematiko. Mileva pa samo obstaja. Rekel si, da boš prelistil knjigo, to je v redu, ali lahko do konca preberem. Izjemno sem vesela tudi, da je Anže priporočil Tolkienovo trilogijo, ki je ena izmed mojih najljubših knjig, zato sem se odločila, da dovolj zaupam njegovemu bralnemu okusu, da sama dam priložnost Kareju, ki ga še nisem brala. Ja, vem, da ga je priporočil tudi Godler, a zaradi Einsteina to zignoriram. Vidiš? Okay. Vprašanje. Potem pa samo hočem to reči. Ja. Naj ne bere knjige The Secret Heart. Od Sulejka Dawson je ime. To je knjiga, ki je išla 2 leti nazaj. 1 leto potem, ko je John le Carré umrl.
Kristus, vem kaj. Ja, ta ženska opisuje svoje razmerje, ki ga je imela 20-30 let z lekarjem. In ga tam opiše, če Einstein je grozen, potem bo to knjigo, potem bo šla v knjižnico, pa vse njegove knjige zažgala od Johna Le Carreja. Okay. Ampak to je neka občutljiva punca, ampak ber naprej. Vprašanje, ali moram brati po vrsti, ali lahko začnem z delom, ki ste ga priporočila. Kaj sem priporočila? The Spy Who Came In From The Cold. The Spy Who Came In From The Cold je standalone. Una dosti zase stoji. Tiste čist. Se pojavil, mislim, Smiley not, ampak tam je... stvari, ki jih je pa fajn v vrstnem redu brati, je pa Tinker Tailor Soldier Spy, Smiley's People, oziroma ne, predtem še The Honorable Schoolboy. Ampak jaz bi vseeno rekel, da meni je bilo zelo zanimivo, ker jaz pa sem šel kronološko, ker sem začel to brati. Kaj? Kareja, sem dejansko kronološko začel. Romane njegove. Ja, kjer je bil Smiley noter, se pravi Smiley novels. Če poguglaš, ti to je pa že Call for the Dead. Ja, in meni je Call for the Dead bil ful dober. Meni je dejansko to kul knjiga, ni daleč bila najboljša njegova, ampak mi je bila to kul knjiga, da sem pol... Sam to še ni Spy novel. Ne, ni Spy novel, je pa Smiley not. Ampak je, kar je bilo meni kul, ka pol tako bolj, kak bereš sproti pol, je fajn, ka tudi vidiš, kako je on fural, ki je različnih obdobij, ker to so desetletja, ko so te knjige izhajale. Je fajn videti, kako se stvari spreminjajo. Tako da meni zelo kul. Razen poznih. Teh na koncu tako samo obstajajo. Ne moreš kot pisatelj tam anti-Brexit pa Trumpa klincati. Ti si pisatelj, ti si nad tem. Ne, me je všeč tudi na koncu, ki ima, da je I did it for Europe, pa to je meni všeč. To je meni dober. Treba je, Evropa. Ti si realist, to sploh te ne jemljem ben več resno. Ampak monarhija funkcionira, Evropa... Ja, res, sem videl ta zadnji portret od Charlesa, ki zgleda neki iz enega špila, si videl to rdečo grozo. Lahko sam preberem to do konca, pa se to... Ampak najprej še nekaj pokomentiral. Ne, bo o portretu... A si gledal... No, povej. En tweet sem videl, nekaj sem videl, je nekdo sam en komentar napisal pod Charlesom, nov portret. Ja. I've seen Ghostbusters, I know how this ends. Ker je isti kot Vigo, ali kaj je. Lahko zdaj preberem. Okay. Torej, če povzamem, ker sem že čisto predolga avaj napel v zadnji epizodi, da kaj ocenimo drugače, nimate materijala. Ne veš, kako si pomagal človek Božji. Ja, predolga si. Me ganim do srca. Več knjig, več glasbe, več Tolkiena, manj Einsteina, več Tomiča in Godlerja. Hvala, sklicajem. Ne, zelo lepi. To se je ženska čas vzela. Ja, jaz to cenim. To je zelo lepo. Okay, zdaj pa še ta druga ocena je pa anti ta ocena, ki je sestavljena iz 3 besed. Ne bom probil dramatično prebrati. Nickname je Momčilo, fant 40 let, živijo, z unim smajljem, veš, kaj imaš X pa velik D, kaj da se ful smeji. Okay. Subject line, umetnost, pa zdaj ocena. Kosovel, Prešeren, opazovalnica. Pika, to je to. Jaz mislim, da je to, ko bomo imela stožice, smej se, ko bomo imela stožice nekoč. Če mi da prijeva do stožič, bo nekaj narobe z državo in svetom. Tako mi rekel. Ko je stožice, bojo plakati in bo pisali samo opazovalnica. In bo pisali samo Kosovel, Prešeren, Kosovel, opazovalnica. Pika. 5. junij. Arena Stožice. In avtobusni prevoz urejen. Iz mesta. Ja, za vse, ki ima se slaba kolena, fantje nad 40. To je pa tagline, ne. Ta tip je pa verjetno copywriter. Ja, najbrž. Pri kakšni slovenski oglaševalski agenciji. Ja. Me pa, če ima še kdo kakšno trivijo o tej Milevi Einstein, jaz res nič ne vem o tem, nič ne vem. Se pravi, jaz sem samo neveden, nisem tako aktivno seksističen, ki jo satira. Ne, ampak če ima kdo še kakšen, dajte v aparatus.si pošiljnica, help, kamor lahko dajete vprašanja. To ni prav, ne? Ja. Se strinjam, mislim, da očitno bi bilo treba bolj resno imeti. Ne, to ni prav pranje perila v javnosti. To ni prav, ne? Jaz tega ne podpiram, ne? Zdaj,
Ne veš, kaj piše, preber knjigo, pa bo pošla. Zdaj greva na vprašanja, ker imamo dve vprašanji. Kaj piše? A smem sam še eno stvar? No, povej, kaj piše? Bom jaz povedal, kaj piše. No, ali si ti kdaj gledal v življenju serijo The Dick Van Dyke Show iz 60-ih? Ja, mislim, sitcom. Vem, ja, sitcom. Ja. Mary Tyler Moore, Dick Van Dyke, pa tisti fantek, družinica in družinske prigode. Ena epizoda, ne točno kjera, se začne, se pravi, čist na začetku, odvihra, pač post-fight, mož pa žena, Mary Tyler Moore, Dick Van Dyke, jo nadre, vzame plašč, klobuk in gre. Ona pa njega v 3 krasne pošle. Ja. Potem gre pa, mislim, da on k frendu, k njej pride pa prijateljica na obisk. Okay. Ampak to je potem 1950. Ne. Govorim o narativu, ki se tam pojavi. Nima veze, zakaj se gre. Zdaj bo rekel, zmerno sta 2 plati. Ne. Na način. Hočem sam povedati, kako je domiselno narejeno. On frendu razlaga, kaj je bilo, ona pa frendici razlaga, kaj je bilo. In ona frendici razlaga, kako je prišel domov, kako je hotel zajest, pa kako mu ni bilo dobro, pa kako je vrgel po tleh, pa to. On pa prije domov, razlaga, kako je prišel domov, pa kako je bil bogi, pa mu ni hotela dati jesti, pa takrat so ženske kuhale. Prosim, jaz bi se distanciral. Ne, pa se tudi dan še kuhajo. Zato pa sem rekel, da je to serija iz leta 1950. Ja, ampak hočem ti povedati, ona je povedala tako, on je pa povedal tako. Komu bomo verjeli? Zato imamo pa sodišča. In knjigo. Si tak idiot. Ta knjiga, teorija žalosti, verjetno ni propaganda za Einsteina, ampak opisuje predisponirano tegobe, ki jih je ta ženska imela ob življenju z enim največjim genijem vseh časov, kar je že takoj alibi za Karem sam Slack. To ni res. Propustnica. Imaš tudi genije, ki so ok. Ne. Stari, če imaš ti genija, ki ti bil Einstein, on ima all season pass, da lahko dela krče. Nima? Ne. Jaz se s tem ne strinjam. Ne, pa ne zdaj, da poškoduješ življenjsko bitje. Ne, razumem, vem, kaj misliš, Tle imaš propustnico. Ne, nimaš. Še zmeraj ne moreš biti človek. Glej Good Will Hunting. Zate je Good Will Hunting, moraš pogledati. O moj bog. Ja. Seriously. Ja. O moj bog. Ja. Natanko 1 mesec nazaj si gledal Good Will Hunting. Sem jaz rekel, zakaj jaz tega filma še nisem gledal? Koliko ga nisi gledal? Never in my life. En mesec nazaj. To je res dober film. Sem pred spanjem. To je ta, Matt Damon pa... Ja, Ben Affleck. Sta ga ona dva napisala. Pa Gus Van Sant je, pa Robin Williams je izjemen noter. Pa Robin Williams je, no? Ta film... Mini Driver. Ja. Casey Affleck. Ta film meni res ni bil všeč. Čudno, me ne preseneča. Ne, tako sem mislil, oh my god, what's the hype? Ja, tako ti bom rekel, ljudje, ki spoštujejo Milevo, imajo najbrž radi ta film. Zdaj gremo pa na vprašanje. A Beautiful Mind mi je všeč. Veš, ogaven film. Stiska film, se je tok slab film. Jaz sem ta tip je bil dober matematik, John Nash. Ja, pa tako... Norc. Norc, to je pa danes normalen. A veš, kaj je rekla, zdaj pa ne vem kdo, vem, da je to, eno knjigo imam doma, ki se imenuje Complexity and Entropy, v 2 delih je in na zadnji strani piše, nekdo je to izjavil, ne bom se spomnil kdo, piše, ljudje dobijo čez dan toliko informacij v glavo, da so čist zblojeni. Ja. In to tako tebe opravičuješ, če prav razumem. Ne, mi smo govorili o ljudeh res svetovnega kova in genijih, kot je bil Einstein. No. Ta teorija žalosti mi zanimiva zgleda. Zdaj googlam, da je bom dol... Kdo je pa napisal? Slavenka Drakulić. To sem si nekako. Če bi rekel zdaj... Če bi zdaj rekel Benjamin F. Swanson, doktor Benjamin F. Swanson, bi rekel, če bi jo moški napisal, če bi jo moški napisal, bi bilo ok. Sorry, to si mi pa zdaj ti. Če bi moški napisal, bi bilo ok, zato ker je pa Slavenka Drakulić, je pa nekaj narobe. Ja, to je tist. Ja. Cel svet, mi smo Srbi, to je ono, ja.
Cel svet so Srbi. Jaz se distanciram od izjav Jureta Godlerja v tem podkastu. Zdaj gremo pa na Opa Help, malo vprašanje, ker dolga sva in pol je še ta groza od Dopo Barbe. Tako da odpri si, zdaj imaš svoj laptop. Apropo, da bom spet izpadel rasist, nočem. In my life. Bom razložil. Spoznal sem že ogromno ljudi, ki so rekli, James Bond bil Srb. James Bond bil Srb, da. To je joke. Ni joke. To je joke. Stari, to je res. On je bil na to. Nehi, prosim, nehi. In isto, Mileva Mari, samo ona je bila res, v redu. Ajde, začnemo. Sebi jamo kopleš. Zdaj bi jaz takole predlagal. Jaz imam prek. Jaz bi sam ta prvega zelo kratkega, pa ta tretjega, ta drugega, ki je zelo zanimiv, bova imela za naslednjič. Je v redu. Ta 6.5. bo za naslednjič, 4.5. pa 8.5. sta podaj. Dejva 6.5., ker se počutim razpoloženega za 6.5. Pa sam 6.5. narediva. Pa ta kratkega. Ok. Lara. To je, lej. Všeč mi. Zakaj? Kaj mi je všeč? Ne, kaj meni ni všeč? Kaj ti ni všeč? Kaj laže folk? Ja, kaj misliš? Da je Lar. Ne, Lars. Larson. Lars. A je Lars oblika Lara? Ja, Lars, najbrž je Lars. Lars, zanima me, katero jagodno marmelado kupiti. Od kralja Karla ali od Meghan Markle? Meni je najbolj všeč ženske, ki se na začetku predstavijo. Lara. Lars. Ki vidi, ok. Ne nasedej, to je catfishing, to je samo catfishing. Kaj meni točno catfishing? Da se predstavlja človek kot ženska, čeprav je tip na internetu. Catfishing. I hate that. Ja, zanima me, katero jagodno marmelado. Prvo, ne vem, če kralj proizvaja marmelade. Meghan Markle me spana zanima. Katero jagodno marmelado? Ja. Bakina tajna. To je ena firma, meni je ok. Srpska, v redu. Katero jagodno marmelado kupiti? Jaz bi rekel tip 3. Kaj je to? Ja. Kako se to napiše? Moram zdaj napisati. Mislim, da se tako imenuje. No. Kaj, TAP 3? Ne, TIP. Welcome to... Ja, to je ta preserve of good taste. Marmelada za sončenje. Keep Mileve. Ok. Marmelada za sončenje, kaj? Ja, to piše. Ja, super. Marmelada za sončenje, Afrodita, bravo. Ja. To je najdo. To je marmelada angleška, no, ki so res dobre in imajo orange, champagne, marmelade. Okay. To bi predlagal. Najbolj bi pa, ne vem, ja, v glavnem iz teh vod ne nabavi. Okay, tip 3. Ja. Jaz sem mislil, da je 3, ampak ne. 3. Tip 3 sem rekel. Ok, mamo, bom dal link do... Ana sprašuje, se bom kar, kako bi rekel... Že spet še enka laže. No, jedrnat. Ne boš, ne. Kako je pa moška oblika imena Ana? Anže. Andraš. Ne. Ni. To so vse sufiksi daljši, ne more to biti. Lara... Anej. Anžej. Kdo je že rekel Anžej? Kratki sem dobil nek. Ja. Ali tebe en pisal, reč Anžej. Ja. Ana piše, kako začeti s pisanjem knjige. Kaj je po Juretovem mnenju nujno potrebno za uspeh, predvsem disciplina dela, umik od aktualnega sveta, ritma in tako dalje. Samo idejo že imam, bolj me straši dejanski obseg in kompleksnost same dejavnosti. Saj sem kot marsikdo žal delno podlegla trenutni svetovni mentaliteti oziroma nezmožnosti samega začetka obsežnejših, dlje časa trajajočih projektov. Hvala za odgovor, Ana. ChatGPT. Ne, ChatGPT to več ni spod za uporabljati. Ja. Ne, to se niti pogovarjati se ne moreš več. Ja. To je neumnost. Te je prijatelj zapustil, ali kaj? Ne, neumnost. Konec romance. Ne, konec romance. Sovražim. V glavnem, pazi. Ja. Pazom. Ana, pazom. Če kaj delaš, ko snemamo fazovanco, je to, da paziš. Ja. Ana, odgovor je simpel. Ja. Pa ne vzeti to kot dis. Kaj bo zdaj rekel? Kaj bom rekel? Ja, kaj? Ali je kadarkoli v življenju Hemingway vprašal,
Kako začeti pisati roman? Idejo imam, ampak jaz mislim, da ne. Ali je to kdaj Joyce naredil? Ne bom mogel 100% povedati, ampak tudi mislim, da ne. Shakespeare. Okay, pa zdaj, ki so že pri teh velikanih. Kaj pa Jure Godler? Never. Mene to ogromno krat vprašajo na knjižnih večerih, ko imam predstavitvene večere. Ja. Kako začeti, kako si nastaviti mizo? Ali ste res vi napisali to knjigo? Ja. Kdo vam piše knjige? Zakaj ste v drugi knjigi tako zajebali? In kako je lahko tretja knjiga dobra, če je druga tak sranje? Sorry, se upravičujem. Popravljamo vprašanje, zakaj je zadnja tretjina druge knjige tako sranje, prej pa mogoče najboljša knjiga v seriji? Magični red. Ti nisi izobražen, to je problem. Pazi, zdaj pa ima naprej. Ali ste res visoki 172 cm? Ne, zdaj pa pazi. Če imaš ti nekaj zapovedati, Ana pravi, da že ima idejo, ne? Idejo, samo idejo že imam. Ana, če bo kdo, bomo mi tebe vprašali, kako napisati knjigo, ko bo še enkrat končala. To je bila motivacija, razumem. Ja, zato sem rekel, ne sprejeti tega kot dis. Človek, ki ima idejo, ki je ustvarjaln, njemu je vse, on bo to na sekretu napisal, on bo to napisal, on bo našel čas, on bo, ne vem, zapustil otroka, da bo to napisal. Ko je moč ustvarjalnosti tako močna, se lahko tudi to zgodi. Sem prepričan. Verjamem, da to ljudje delajo, ne vem, če je to prava pot. Primer, Wolfgang Amadeus Mozart. Ni bil pisatelj, je bil komponist, ampak... Kaj? Ja. On je on knjig pisal. Ja, lej, jaz to rajš povem, ker pri tebi ne vem. Tušej. Količina muske, ki jo je, pa ne bomo se zdaj spuščali sploh njega, hočem samo povedati, da količina glasbe, ki jo je on napisal v svojih 35 letih. Recimo, je v tem trenutku jo že potrebuješ na eni 48-ini količinsko muske. Proti koncu življenja žena je rodila, mislim, da 9 otrok, 2 sta preživela. In to v roku 6 let, CCA. To je bila vedno pomankanje denarja. Selili so se na Dunaju, živel 10 let, selil se je več kot 10-krat. In tako. In takrat, ko je šlo najhuje družini, materialno, zdravstveno, itd., you name it, je on napisal stvari, ki jih imamo danes klasificirane kot največje mojstrovine glasbe. Misliš, da je povezava med tem? Se pravi, srečen človek ne bi mogel tega narediti? Ne, nisem tega rekel. Govorimo o ustvarjalnosti. Če imaš ti idejo, ki jo moraš dati sebe ven. Kar Ana očitno res ima. Kaj Ana očitno ima, ne vem, zakaj nas to sprašuje. Jaz predlagam, da ona umakne to vprašanje. In se javi, ko bo knjiga napisana. Z veseljem jo prebereva in omeniva v podcastu. Pred teorijo žalosti. Pa tudi če je teorija žalosti že napisana. Jaz bom enkrat teorijo žalosti prebral, sem si že zacahnil. Celo e-knjiga obstaja. Kaj obstaja? E-knjiga pač obstaja, tako da zdaj imam Kobota. Sam ne mi s propagando. Zdaj pa Anže, zdaj pa glavna tema. Kakšna glavna? Ni glavne teme. 40 minut je že tole skar. A ti si imel temo pripravljeno, res? Jaz sem imel temo pripravljeno, jaz sem hotel zdaj začeti, ampak v redu. Pejmo na Dopo barvo. Bova pa o sužnje lastništvu drugič. Nekaj me zanimajo tvoji pogledi na sužnje lastništvo, res. Ja, zato sem... pa ne, no. Jaz hočem biti aktualen. Odštevi od 5 za Dopo barvo. Nočem odštevati. Nočem odštevati. A lahko še nekaj rečem, ljudem? Prosim. Dejte še ocene, prosim. Dejte na poševnica Opa Help. Zdaj pa glavna stvar. Ne, zdaj pa glavna stvar. Poslušalke in poslušalci, pa me ne zanima, zdaj ste fani ali ste hejteri. Kdorkoli zdaj to posluša, a je plačal ali ni plačal, je plačala ali ni plačala, ena stvar je. Zadnjih 14 dni, odkar sva dala ven poziv, javni poziv, javno naročilo za audio. Najbrž bova nehala podcast delati. Ja. To sem pa zdaj malo razočaran, ker v 14 dnevih nisva dobila niti enega audio posnetka. Ja.
Ja. Se pravi, kako si rekel temu, kaj? To je audio, Opa Help Audio. Opa Help Audio, ki je vseeno na aparatus.si pošiljka Opa Help. Tudi eden se ni posnel. Eden se ni posnel. Posnela. Se pravi, želela sva. Ne, nisva. Želela sva en seksi audio posnetek, kjer punca reče opazovalnica ali nekaj, kar bo vzburjalo, če boš dal zelo blizu ušesa. Ne. Lahko tudi poveste vprašanje. Jaz bi bil skoraj bolj vesel. Opa Help vprašanja v audio obliki, ker ga potem lahko predvajamo v podcastu. To bo slej, ko prej pol, da bo se bo nekdo jokal, pa bo se izpovedoval. Zakaj se mi jokal? A ne bi bilo dobro, če bi Ana recimo vprašala to, kar je vprašala za knjigo v audio obliki? A kot telefonski klic. Kot telefonski klic. Ja. A tako kot na radijih, ko imamo zjutraj, zdaj se nam pojavlja. Tako, ja. Ampak mi sva res užaljena in razočarana. Jaz sem mislil, da je vsaj eden. Jaz vidim cifre, veliko vas to posluša. No. Veliko ljudi to posluša. No. Vedno več bi si upal reči. Tudi eden ni rekel neki. Ne, to je mal. A bova neha, a je to zadnja opazovalnica? To ni zadnja opazovalnica, sem pa na začetku. The fall of opazovalnica. Zdaj je stebriček se je začel krhati. A se strinja z nami? Zdaj je cel steber. Zdaj smo že zdaj je prva faza, ko je že prva razpoka v stebru. Opazovalnice. No. Ne. Ja, a lahko prosim, oziroma tako bom rekel. Opazovalnica je, kot veste, edini podcast, ki obdaruje. Kater podcast je še podelil nagrado nekomu? Sam zato, ker je. Samo zato, ker je dober človek. Bo nagrade dajala, če odbira. Nagrada bo. Za najbolj seksi posnet. Oziroma tako. Tekst imam. Nič ne rabite. Pripravlja tekst. Ne. Zakaj se? Če imam pa res pripravljeno. Vem, ampak ne obljubljati. No, dej. Ne. Jaz bom zdaj obljubil. Tekst je Prešeren, Kosovel, opazovalnica. Je treba na najbolj seksi način prebrati. Okay. Najboljši dobi nekaj. Najboljša. Če bo moški glas, ne bo. Ne bo. Ne bo. Tudi če je moški glas, če bo v redu, lahko zmaga. Ja. Ja, pa to ni seksi. Ja, je. Ne. Je. A tvoj glas ni seksi, boš rekel. Ženski glasovi so seksi. Kaj ima to veze? Se mi da imamo več ali manj moške, ki poslušajo? Ja, a se ti prijav gor, kad downloada. Jaz sem pa moški star 50. Ne. Ja. Najboljši, še enkrat povej, kaj morajo reči. Posneti je treba besedilo Prešeren, Kosovel, opazovalnica na zelo seksi način. Moški ali ženska? Ženske. Moški ali ženska. Obljubam, da bojo moški enako tretirani. Obljubam. Jaz bom samo rekel, nagrada gre moškemu ali ženski. Nagrada bo bogata, samo to povem. Nekaj obljubljaš, okay. Ja. No, zdaj pa prosim reči 5, 4, 3, 2, 1. A veš, kaj bi bilo boljš? Če bi jaz začel pa že stopiti, pa gre v fejt, ker treba je stizati. Ker če mi da odštevava, pa lahko nekdo, ki ni plačal, pač en cheap bastard. Jaz ne vem, da to, kar ti delaš do pobarvi, ne vem, če je teaser. Razumeš? Ne vem, če je to. Jaz sem začel brati. No, danes beremo spet, se pravi, najprej bom povedal, da ne bo kaj narobe. Knjiga je iz leta 1984, moja leta rojstva. Hubert Požarnik, za katerega smo gotovili, da je praznoval svoj 95. rojstni dan, lihkar zanj prejšnji mesec, kdo mi je to rekel. Docent dr. Hubert Požarnik, vodja centra, no takrat je bil za zakonskih in spolnih motenj. Beremo iz njegove knjige, ki se imenuje Zdrava in motena spolnost. Običajno spolno vedenje, spolne motnje in odkloni, zdravljenje. Evo. Zdaj bo pa fajn. Tema je fetišizem. Izraz fetišizem izvira iz portugalske besede.